da ankete levih medijev niso orodje za merjenje javnega mnenja, ampak za ustvarjanje le tega, vemo že dolgo in bliže kot smo volitvam, bolj to ponovno vidimo. Objavljen je bil članek z naslovom Vlada kljub padcu referenduma z najvišjo oceno v zadnjih 2 letih, hud padec preroda. Že nekaj časa je znano, da ima Levica v Sloveniji hude kadrovske težave, saj od nastopa Goloba neprestano reciklira stare obraze in možnost, da se je trik novega obraza po desetletju končno izrabil, pa jim predstavlja veliko grožnjo. Za Levico je izguba oblasti lahko vprašanje preživetja ali smrti, uporabiti morajo vsa sredstva, ki bodo na račun slovenskega naroda strukturo obdržali na oblasti še 4 leta. Po zadnjih naslovnicah je jasno, da so se strici iz ozadja odločili, da je bila Prebiličeva napoved nove stranke prešibka in da je bolje staviti na še en mandat Roberta Goloba. Posledično pa se skuša ustvariti vtis, da najmanj sposobna vlada v zgodovini Slovenije, kljub nezadovoljstvu in slabim rezultatom, še vedno ohranja zadostno podporo za sestavo vsaj manjšinske leve vlade. Isti nesmisel vidimo pri meritvah priljubljenosti politikov, ko je SDS na vrhu po anketah že od leta 2023, njen predsednik ni niti blizu vrha. Namesto njega je na vrhu stalno predsednica republike, ki, kljub temu, da vsakič, ko spregovori, pokaže, kako oddaljena je od slovenskega človeka, še vedno ostaja vrhunsko ocenjena. Poleg nje so visoko uvrščeni tudi Han, Fajon in da se še dodatno norčujejo iz vseh nas Urška Klakočar Zupančič.